Na Ljudski univerzi v Slovenski Bistrici je v sredo, 24. septembra, potekal interaktivni dogodek Mediji ali algoritmi, novinarstvo, demokracija in duševno zdravje. Dogodek je odprl pomembna vprašanja o vplivu medijev in družbenih omrežij, pa tudi o splošni medijski pismenosti. Eno zavedanje je pravzaprav pri nas, ki delamo z odraslimi, se pojavilo. Mi bi odrasle radi naučili zdravega načina življenja, pa da bodo opolnomočeni, pa da se bodo znašli, pa da bodo finančno pismeni, pa okoljsko zavedni. Ampak vse to je povezano s tem, da imamo prave informacije, da vemo, kaj je ta trenutek tisto, kar nam služi, kar pije vodo, kar je res, kar ni samo govorica ali pa lažna novica ali pa dezinformacija. In tu nekako potem človek pride do tega spoznanja, da je medijska pismenost en tak temelj oziroma ena tista osnova, na kateri gradiš. Šele ko si medijsko pismen, ko poznaš ta medijski prostor, ko veš, kako mediji delujejo, ko veš, kako informacije prihajajo v ta tvoj krog in potem naslednja faza, kako ti s temi manipulacijami upravljaš, kako te informacije sprožijo nek čustven odziv pri tebi, takrat se potem krepi zavedanje o pomenu medijske pismenosti. Med razpravo je bilo posebej izpostavljeno, kako pomembno vlogo pri oblikovanju medijske prihodnosti imajo mlajše generacije. Časoris, spletni časopis za otroke, skupaj z ISA inštitutom in s podporo Ministrstva za kulturo izvaja neko preizpraševanje v lokalnih skupnosti, 5 lokalnih skupnosti v Sloveniji, kaj nam pomenijo mediji, kaj spremljamo, kako se ob tem počutimo. Torej, zanima nas, ali imamo nove generacije in obstoječe generacije uporabnikov verodostojnih medijev, tisti, ki nam prinašajo informacije, verodostojne informacije, s pomočjo katerih se lahko odločamo o pomembnih stvareh v lokalni skupnosti in predvsem nas zanima, kaj bi želeli imeti v medijih, torej vaši osnovnošolci, kot smo jih spoznali danes, in odrasli. Dogodek je ponudil priložnost za odprto razpravo in izmenjavo pogledov, udeleženci pa so ob koncu poudarili pomen kritičnega odnosa do medijev in odgovorne rabe družbenih omrežij.